grem. Jaz pa v Gorico grem. To je Nandek Šef, 53-letni prlek, ki med domačini zaradi svojega načina življenja velja za posebneža svoje sorte. Preživlja se kot kmet in živi v Grasovščaku, vasici ukleščeni med jeruzalemske vinograde in zvok prleških klopotcev. Nandek je ujetnik narave in človek, ki se zapisa v podeželju. Ta domačija je njegov dom in obzorje njegovega sveta. Tu je namreč že od rojstva, kot pravi sam, skupaj z mamiko in Gujdeki. Druge ženske v hišo niso prišle, malo zato, ker se Nandek boji prižgati lastno ognjišče, malo pa zato, ker ga je žensk strah. Jaz sem ni ženske zmislila, ne, zato govorim, tu ne vem, ne, to je Bog zmislil, ali što je žensko zmislil, ne, ali pa vrag. Kako bi kjer gledal na to, ne. No, oprosti, da to tako se izražam tudi, ne. Vete, kako je bilo, naša mati je tudi nekdaj rekla, rajši imam 5 zatohkov, pa eno snegu, ne. Ali do žensk pa so imeli stalno nekši slab občutek, slab, niso nikdo, kaj jaz vem, niso imeli, oni so stalno rajši z moškimi kontaktirali, kako pa ni zavoljo kakšni grešni misli. Tak. Nandek je bil dolga leta nočni vratar v farmi blizu Ljutomera. Še prej pa se je preživljal kot deklica za vse po vinogradih sredi Prlekije, kjer se vrti vse njegovo življenje. Ja, kako je živeti? Ja, jaz bom rekel, za mene je težko si ne predstavljati, kaj bi nekaj in ne bil. Zato ga voljo, kaj se pač ti navajeni, ne. Pravijo, gite vtič zvoli, tam je pač te najrajši, ne. Jaz pa v Gorico grem, jaz pa v Gorico grem, kaj boš pa delal tam, bral ga bom tam. Dokončano ima osnovno šolo, ostala izobrazba pa mu ni preveč dišala. Ja, pravo sem nekaj, pravo, ko bi zamolil, se sem šel učiti, pa da pravim, meni je ni bilo za običajeni, pa meni je samo delo bilo tam. Nisem se večija rad, ne. Nisem se rad večija, pa nekaj, ne smem reči, po domače povedano, majuš sem bil. Nisem se štejal, ja. Matematika, tu sem edino rad imel šole, pa matematika mi je tudi še zdaj gre. Zdi se, kot da Nandek s svojim življenjem plačuje tiho zavezo do domačega grunta, katero čutijo samo tisti, ki so spojeni z zemljo že od otroštva. Ujet sredi minevanja letnih časov se je odrekel svoji intimi in sklenil živeti za mamo, katero se je čutil dolžan preživljati. Po njeni smrti, maja letos, živi Nandek sam. Od tedaj priznava, da ga še ni zapustila čudna žalost in praznina, ki še vedno boli. Pa sem prišel, to so imeli tudi kisih, pa to govorim, pa sem jih tako za ruku zgrabil, pa sem rekel, mamika, pa so me tako odprli oči, pa pogledali, pa to. Mestnega ritma noče, ker pači človeka in bivanje na vasi je zanj edina sprejemljiva oblika življenja. Vete, kako je tu v mestnem Vrveži, ljudi je več, pa totih hrup, največ hrup, ja. Tisti jaz večer dole ležem, pa nekaj nič. Ti soci, da me so edino sova, tiste sova čuje. Njegova vas je kraj, kjer človek znova najde resnico, ki jo je nekoč davno pozabil, in pa stvari, ki v Nandekovem svetu nekaj veljajo. Sreča je tak. Sreča je glih tako, če bi strako za rep držal, rep ti pisti, uno pa ide. Nandeka se ponavadi sreča na starem mopedu, ko hiti skozi vas. Ena od stvari, ki so ritual njegovega bivanja, je nedeljski obred odhoda k maši s posebnim priborom. Z nožem, obvezno. Ja, če pa to tako skibim, te pa grem po drugega. Ja, včasih. Ja, če bi nekdo, da sem še delal, če bi nož doma pisal, ja bi rekel, vete, kaj glas mi pišete, dopust, jaz grem domov. Nandek kljub otožno veselemu karakterju priznava, da se zadnje čase med stene njegove hiše počasi kot kak tat plazi hlad samote. Samota ubija, pravijo, ne.
Tako kot se rojeva narava in minevajo letni časi, se tudi leto za letom odvija Nandekov krog življenja. V Gresovščaku, preproščini njegovega zadnjega pribežališča, kjer je konec in začetek vsega. Tu, šapacije, ni prav.